jutro! Z vami je zopet ekipa Specialni Zdravko. Tokrat se nahajamo v kuhinji in ne zunaj na dvorišču na telovadbi, ker danes bomo pripravili zdrav prigrizek. In še malo se bomo pogovorili o sladkorju, o tekočinah in tako dalje. Torej, mene že poznate tisti, ki ste bili včeraj z nami, Gašperja tudi, ampak še enkrat se bomo predstavili za vse tiste, ki ste prvič. Moje ime je Neža. Moje ime je Gašper. Moje ime je Mohamed. Hodim jem za levco solo, rad kuham kavo, pa pecem pocinke rad. Res, super, bravo. Danes se boš naučil še nekaj narediti. Kdo pa je prijateljica na tvoji desni? Tole je Maja. Ja sam Maja, prostovoljka u Društvu za kulturu i inkluzije iz Bosne, tako da ću ja danas pričati na bosanskom. Ako nešto ne budete razumjeli, napišite nam u live pa će Neža da prevede. Najprej vse lepo pozdravljamo na Facebook Live. Živijo. Torej, dajte vi meni malo povedati, a vi kaj pijete tekočin vsak dan? Ja, Ja, kaj najraješ piješ? voda. Super. Kaj pa ti? Fanta pa Coca-Cola. Torej, gazirane sladke pijače. Pa ti, Maja, kaj rada piješ? Vodu. Tudi vodo. Da. A ste vedeli, da je v našem telesu 60% vode? Ste to vedeli? Ne. In mi skozi zgubljamo vodo, s tem, ko švicamo, govorimo, gremo na stranišče, torej voda skozi dajemo ven iz sebe, zato jo moramo nadomestiti. Najboljše je, če spijemo 2 litra vode na dan, če pa smo telesno aktivni, pa še toliko več. Muhi, ti si rekel, da imaš najraje sladke gazirane pijače, je tako? Zdaj pa ti pridi malo z mano. Tukaj smo, radi bi pozdravili Magdaleno, Blanko in Andrejo. Živijo. Adis nam pravi dober tek. Hvala. Kmalu bomo začeli s peko. Poglej, Muhi. Tole je Fanta, oziroma sladka gazirana pijača. Tole je pa število kock sladkorja, ki je v tej pijači. Boš ti meni preštel, koliko kock sladkorja vidiš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kock sladkorja. Si vedel? Ne. To pomeni, da če ti spiješ pol litra take sladke pijače, isto vidiš pri tejle pijači, to pomeni, da toliko sladkorja ti v bistvu spiješ. In, a se kaj naješ od tega pijače? Ne. Prav nič, a ne? Ker če pa pogledaš banano, Gašpar, koliko kock sladkorja pri banani vidiš? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 kocke, torej veliko manj kot tukaj. In še po banani si tudi sit, je tako? Je. Res je, mi v bistvu vsakodnevno z uživanjem hrane zaužijemo veliko sladkorja, tako da dodatnih sladkarij naše telo ne potrebuje toliko. Če pa že, pa lahko ta sladkor potešimo s sadjem ali pa s takimi zdravi prigrizki, ki jih bomo spekli danes. Ampak preden se lotimo kuhanja, bomo mi naredili še eno alternativo sladki pomarančni pijači in pa alternativo jogurtu. Midva se bova lotila pijače. Dala bova 2 sveži pomaranči in pa, kar na polovico prereži tukaj, in pa gazirano vodo. Tako bomo dobili gazirano pomarančno pijačo. Za to vrijeme mi ćemo napraviti alternativu voćnom jogurtu, tako da ćemo koristiti obični jogurt. Mohamed će izrezati jagode i koristit ćemo borovnice danas. Hoćeš izrezati to? Biološki jogurt tu. Lahko kar tlele not tole polovičko. Daš v kozarc, ker imamo 4 kozarce. A veste, tudi čokolada ima toliko sladkorja kot te 2 gazirani pijači. To je kar veliko, bi rekli. Tukaj vidimo, jabolko ima 2 kocki sladkorja, malo za predstavo, pomaranča pa 1. Je pa tudi odvisno, koliko zrelo sadje je. Bolj, ko je zrelo sadje, več sladkorja ima. Živjo, Eva. Upam, da kuhaš z nami. Evo, Gašpar, to daš sem. Super zgleda tale pripravec. Tu možete otpadke. Še eno pomarančo, Gašpar.
Ukoliko vam voćni jogurt nije dovoljno sladak od voća, možete dodati kašičicu meda u to. Torej, lahko dodate med. Med je naravno sladilo. Super. Sicer tudi je priporočljivo, da ga uživamo v mejah normale, kajti tudi ta naravni sladkor je seveda sladkor. Ampak je naraven in dlje časa naše telo presnavlja ta sladkor. To pomeni, da se kasneje absorbira v kri in se kasneje dvigne nivo sladkorja v našem telesu. Medtem, ko če zaužijemo tako kocko sladkorja, se ta sladkor takoj dvigne v našem telesu in naše telo hitro postane od tega odvisno. Poleg tega ima med tudi vitamine in minerale. Tako, kako vama gre? Dobro. Kaj morate sam še dodati? Borovnice. Samo še borovnice, super. Tudi Točno, mi sva že a ti skoraj pravi končala. še? Super, Gašper. Zdaj pa dodaš gazirano vodo. Odlično. Super. I to ćemo nastaviti po strani. Časi. Ostavi kaščicu tu. Super. Poglejte, kako se peni. Vidiš, Mohamed? To je taka tvoja pomarančna gazirana pijača. Evo, tole si bomo prišparali za pol. Ob piškotih. Evo, tamle je nastal jogurt, ki je dober nadomestek kupljenega jogurta. Namreč te kupljeni jogurti imajo v veliki večini dodane tudi sladkorje. V resnici je pa sadje že samo po sebi dovolj sladko, da je jogurt polnega okusa. Tako, jaz predlagam, da se lotimo kar našega zdravega prigrizka, torej keksov. Maja, povej, kako se lotimo dela? Gašper će mi pomoći prvo da očistimo banane i stavimo u posudu. Izvoli. Torej, banane olupimo in damo v posodo. Ne pozabite dati olupkov in tega v biološke odpadke. Za te kekse ne potrebujemo nobene tehtnice. Naše merce so čajne žličke, velike žlice in občutek. Le glejte nas. Tako, banane popeštamo. Mi smo uporabili banane, ki so že malo, ki niso več tako sveže, zato so še bolj sladke. Tako da to je dobra ideja, če se vam doma v hladilniku, če vam ležijo takšne banane, da jih porabite. O, živijo Jaka! Ja, mi že ustvarjamo. Upam, da ustvarjaš z nami. Super. Kar dobro speštamo banane. Gašpar, kaj še rabimo mi za tele prigrizke? Kakšne sestavine bomo še rabili? Boš malo povedal? Jabolka. Odlično. Ja, mi smo se odločili, da bomo zraven dali tudi malo jabolk. To ni nujna sestavina, ampak ker smo imeli nekaj jabolk doma, smo rekli, da jih bomo dodali. Stavimo ga na mesto. Namesto jabolk lahko damo tudi zmlete oreščke. Jasmin, živja tudi tebi. Odlično. A kuhaš z nami? Hvala. Odgovori nam v chatu. Tako, kot sem rekla, jabolko ni nujna sestavina, le malo popestri okus. Namesto jabolka lahko date tudi kakšno drugo sadje ali pa tudi nič. Tudi samo z banano je dobro. Gašpar, katera je naslednja sestavina? Cimet. Cimet, res je. Mi smo se odločili za 2 čajni žlički cimeta. Sicer pa je to začimba in jo lahko dozirate po vašem okusu. Mi ga imamo zelo radi. A je tako? Je. Kaj pa zdaj daje Maja noter? Kaj bo dala noter? Sneg, osmič.
Ja. Tako je, stavit ćemo 8 kašika, zato što jedna kašika pahuljica u biti je jedan keksić koji ćemo dobiti. Tako, malo za predstavo. Če pa bo masa še malo pretekoča, dodate mirno še kakšno žlico ovsenih kosmičev. Saj boste videli, kakšna mora biti struktura, da si boste lažje predstavljali. Gašpar, ti boš dodal še eno sestavino. Katera sestavina je to? Med. Med, res je. Izvoli. Z medom uravnavamo sladkost naših keksov. Torej, če želimo bolj sladke, dodamo več medu, če želimo manj sladke, pa manj medu. Mi smo se odločili za 2 čajni žlički. Super. Mohamed pridno meša. Pa da vidimo. Potem bo Mohamed pokazal zmes v kamero in si boste lažje predstavljali. Ja, škoda jaka, ampak uživaj na pikniku. Ta video posnetek boš lahko pogledal tudi za nazaj. Pečnicu smo upali na 200 stupnjeva, pa ćemo sada uzeti posudu. Bomo samo pokazali v kamero, kako mora izgledati zmes. Še malo pomešamo, da vidijo strukturo. Tako. Mi smo se odločili, da bomo dali peki papir, da se izognemo dodatni maščobi. Zdaj bosta pa Gašpar pa Mohamed z majhno pomočjo Izvoliš. naredila kekse. Skoraj smo že proti koncu. Ja, tale jogurt je res odličen, Magdalena. Mi smo dali tudi zelo dobro sadje noter. Borovnice in jagode. Zdaj je sezona odličnega sadja, tako da si ga kar privoščite. Poglejte, naši keksi že nastajajo. Kako diši tukaj v tej kuhinji. Po bananah in cimetu. Torej, pečica mora biti segreta na 200 stopinj, pečemo jih pa približno 10-15 minut, odvisno. Splača se malo pogledati, ali so že pečeni ali ne. Maja, Dorjan ti čestita odlično. Ja, hvala. Maja, ali pogosto pečeš? Kar pogosto. Pa, ne znam. V redu. Ej, kje si se naučila ta recept? Ovo biti recept Aleksandra, kojeg ste gledali jučer s nama, koji smo mi Aleksandra. pravili u sklopu projekta Specijalni Zdravko i možete naći recept također pored ovog live-a na YouTube kanalu Igraj se s mamom. Tele keksi so res okusni, mi smo jih tudi Super. že sprobali. Mi smo ovaj put uzeli malo manju posudu, tako da ćemo peći jednom pa onda još ostali dio smjesi. Vi slobodno spram svoje smjesi možete uzeti veću posudu u kojoj ćete to. Jaka, ne skrbi, nimamo reklame. Super, to sada ide u pečnicu koju smo zagrijali na 200 Tako. stupnjeva. Lahko uporabite tudi kar navaden pekač. Mi smo se odločili za tale steklen. Tako. Zdaj pa naj se piškoti pečejo. A je tako? Ja. Mi smo sve napravili ranije kako bi mogli degustirati sada s vama i uz sok koji smo napravili u live. Super! Zdaj pa je prišel trenutek za uživanje. A je tako? Evo, vsak od nas dobi Hvala Neža. svojo gazirano pijačo, ki je popolnoma naravna. Tako bojo pa izgledali pečeni keksi. Maja se je potrudila še za tole dekoracijo, ker je fajn jest
lepe stvari. Potem pa bi jaz kar nazdravila z vami. Bravo, odlični smo bili, da vidimo. Ful dobro. Je dober? Ja, je. Ja, moraš zamenjati fant. Bi lahko zamenjal? Ne? Glej, vse je v mejah normalno. Če si vsake toliko privoščiš sladko pijačo, nič hudega. Problem je, če jo uživaš dnevno ali pa večkrat tedensko. A veš, če si na kakšnem praznovanju, rojstnem dnevu, si lahko privoščiš tudi čokolado. Poglej, prej sem pozabila povedati, da ima čokolada toliko sladkorja kot tele 2 pijače, vsaka od njiju. Veš? Ampak, če si vsake toliko privoščimo, ni problem. Problem je, če vsak dan jemo. Ali pa če jemo čokolado, ko smo lačni. To je tudi problem. Ješ jo takrat, ko ti zapaše in še to ne vsak dan. Ni priporočljivo. Na tem mestu bi jaz povabila še našo tehnično ekipo, da pride k nam in sproba tale keks. Dajmo še mi. Brez tehnične ekipe tole ne bi izgledalo tako, kot izgleda. Evo nas, tu smo. Evo, vzemite si keks, lahko ti pridržim kamero. Dobro. To morate probati. Vsi smo sladkosnedi, kaj ne? Ja. Alex, probaj svoj recept. Odlično. Odlično. So fajn. Tako. Mi se počasi poslavljamo, je res. Upam, da vam je bila tale oddaja všeč. Če imate kakšna vprašanja, če imate kakšen svoj recept, nam ga le pošljite, zelo veseli ga bomo in z veseljem ga bomo tudi takole demonstrirali. Tako da, srečno, se še vidimo. Adijo. Adijo. Adio. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti. Igraj se z mano, igraj se z mano.